Lepo pozdravljeni, v središče je prišel Janez Cigler Kralj, vodja poslanske skupine Nove Slovenije. Pozdravljen in dobrodošel, kot v navadi se bova tikala. Pa začniva kar pri interpelaciji proti vladi. Do danes smo že malo pozabili, kaj je bil resnični povod, tako da spomniva, ali je bilo kločno vprašanje, ali so se leta 2012 pokojnine znižale, ali se je znižal odmerni odstotek za pokojnine. Mislim, da zdaj ni več dvoma, da vladna koalicija zavaja, ko trdi, da so se pokojnine znižale. Zdaj sicer se izmotava in preusmerja pozornost na svojo pokojninsko reformo, če sploh tako lahko rečemo, ampak tega smo nekako že navajeni, tega preusmerjanja pozornosti pa metanja peska v oči, če lahko tako rečemo. Ja, lep pozdrav, Andreja. Hvala ti za vabilo in lep pozdrav vsem, ki naju gledajo. Torej, pravzaprav je bil vzrok ali pa povod za to interpelacijo je bil zelo banalen. Lahko rečemo tudi malo prepir v peskovniku, kdo ima prav, kdo nima prav. Dejansko pa si ta vlada že pravzaprav po par mesecih svojega delovanja na začetku mandata s svojimi potezami zasluži to interpelacijo celotne vlade. In ena večjih težav, ki jo pa imamo v Novi Sloveniji, recimo jaz osebno tudi s to vlado, je pa, da je ogromno laži, zavajanj ali pa namerno napačnih interpretacij realnih dejstev. In ko pa pridemo do tega, imamo pa resen problem. In pri teh pokojninah, ki so bile pravzaprav povod za interpelacijo, je jasno, kot si rekla, da Golob zavaja in laže in noče priznati te svoje laži in napake in da želi obtožiti prejšnjo vlado, da smo nižali pokojnine, kar pa dejansko ni res. Ni samo odmerni odstotek, to bi rad položil na srce ljudem, ampak je veliko več dejavnikov, ki nekako pomenijo potem višino odmere in pa kasneje tudi višino usklajevanj, torej dejansko višino pokojnine, ki pa se kaže v kupni moči. Ustaviva se še pri pojmu reforme. Namreč zdaj se vlada trka po prsih, da je v enem mandatu naredila več reform in pomembnih premikov kot vse vlade v zadnjih 20 letih, če se ne motim, je bilo rečeno. Ampak tukaj bi bilo fair poudariti, da še ni vsak pošminkan zakon reforma. Ta vlada pa roko na srce dostavlja same pošminkane zakone. Od zdravstvene reforme zdaj pričakujemo pokojninsko reformo, potem reforma plačnega sistema. Sem še katero pozabila? Ja, hvala ti, da si tako dobro povedala glede pošminkanih zakonov. Jaz bi rekel še več. Golobove besede so izjemno poceni, torej veliko jih producira, veliko govori, veliko obljublja. Spomnimo se začetka mandata, ko je najprej leta 2022 rekel, da bo 23 leto reform. Potem so ratale same časovnice, se spomniš? Potem je leta 23 rekel, 23 je leto časovnic, 24 bo leto reform. In potem spet 24 ni bilo nič in zdaj pravi, da bo letošnje leto reform, kar pa ne bo zdaj vidno, bo pa seveda treba v drugem mandatu potem dokončati. Mislim, vse to je zelo poceni in pravzaprav na nek način dela škodo vsem nam politikom. Predvsem nam, ki smo se odločili za profesionalno poklicno pot v politiki in želimo nekako prinesti neko stabilnost in kontinuiteto v politiki v smislu varnosti, v smislu tega, da se nekateri procesi ali pa nekatere politike skozi desetletja peljajo in to, da se pač sledi ena vizija Slovenije in tega pri Golobu ni. Pri Golobu je velika hiperprodukcija besed in obljub in zato on velikokrat pravzaprav govori, jaz imam občutek, stvari, ki jih sploh ne pozna, za katere sploh ne ve, kaj so. Samo nekdo mu je rekel, to bo pokojninska reforma in pokojninska reforma. Popravek plačnega zakona, administrativni popravek plačnega zakona za javne uslužbence je plačna reforma. Potem popravki zakona o zdravstveni dejavnosti, o elektronskih evidencah v zdravstvu in tako naprej so kar zdravstvena reforma. Ampak najhuje, kar je, on se obnaša, kot da je on država in on določa, kaj je res, kaj ni res, kaj je prav, kaj ni prav in kaj je dobro in kaj ni dobro. To pa ne more biti objektivno dejstvo
ne more biti nekaj, kar en posameznik reče. In mi vidimo, da te spremembe, vsaj kar se tiče našega pogleda na svet, namesto da bi večale svobodo izbire, dajale možnosti ljudem, da se odločijo, odpirale recimo prostor za to, da se vzpostavi neka zdrava konkurenca tudi med izvajalci, pa ne govorim to samo za eno področje, ne? Zdravstvo, dolgotrajna oskrba, potem tudi odpiranje poslovnega okolja, zato, da bi bilo vabljivo, da bi privabljalo ljudi, da bi tu odpirali podjetja, da bi tu zaposlovali, da bi ljudje, mladi ostajali tu in tako naprej. On dela ravno obratno. On to zapira, se gre vojno, recimo zdravstvena reforma, ne, v narekovajih, je pravzaprav vojna proti zdravnikom, ne, ker so pač zdravniki večkrat, neštetokrat že jasno povedali, da rešitve Goloba in Svobode niso dobre, ne, se gre zdaj vojno proti njim. V dolgotrajni oskrbi, poglej, obremenjuje pravzaprav vse, tudi upokojence, ne, z nekimi prispevki, delodajalce z dodatnim prispevkom in tako naprej. Zakaj? Za pravico do čakalne vrste, ne? In hkrati obremenjuje centre za socialno delo z vstopnimi točkami in tako naprej. Pri popravkih javnega plačnega sistema smo prišli do tega, da je marsikdo dobil celo manj, kot je dobil pred temi popravki, in on pravi, saj to se bo v naslednjem mandatu videlo in pokazalo. Dejansko pa samo bolj obremenjuje delodajalce, na koncu bojo pa številne škodljive posledice, recimo, ne vem, kmalu bojo sigurno dražji vrtci, dražja dolgotrajna oskrba in tako naprej. To se bo vse prelilo spet v obremenitev prebivalcev. Tako da pravzaprav polni nahrbtnik prihodnje vlade. Ja, besede so poceni, za njega, za prebivalce, nas, državljanke in državljane, predvsem tiste, ki ustvarjajo in prispevajo, bo pa to zelo, zelo drago in za Slovenijo bo to desetletje izgubljenih priložnosti. Ja, dobro si načel temo dolgotrajne oskrbe in to silno podržavljanje, ne, na primeru zdravstva, ne, ki ga zdaj vlada oziroma konkretno Levica, ki je pristojna za to področje, preslikava še na dolgotrajno oskrbo in zdaj nedavno se je nate vsul plaz očitkov glede tega, kako si dolgotrajno oskrbo v prejšnjem mandatu kot minister za socialo izpostavil privatizaciji, s tem, ko si podeljeval koncesije, ker zdaj se je izkazalo, da se bo mogoče eden od koncesionarjev umaknil, ne. Ampak škoda, ne, kako ne znajo izkoristiti tvojega terena, pravzaprav, ne, morava povedati, da si po desetletjih neke stagnacije zagnal pomemben investicijski cikel na področju dolgotrajne oskrbe. Večina ljudi ne ve in se niti s tem ne ukvarja, se jim ni treba, ne, kako se je v Sloveniji razvilo področje dolgotrajne oskrbe. Dejansko, če na kratko povzamem, se je razvilo tako, da imamo javno mrežo, nekaj čez 100 domov za starejše v celi Sloveniji, v tej javni mreži, ki pa jo sestavljajo državni domovi in pa zasebniki s koncesijo. Ampak pazi, to je vse javna mreža. Oni so podvrženi podobnim pravilom, nadzoru in tako naprej, ne. Oni morajo zagotavljati pač nivo oskrbe na najvišjem možnem nivoju, kot ga določamo mi s svojimi zakoni in predpisi. In to je tudi prav. Na nek način pa levica in radikalna levica, kamor spada, tako smo zdaj v 3 letih izkusili, tudi Gibanje Svoboda in Golob in njegovi poslanci, vedno izkorišča. Lahko rečemo boj proti zasebnikom za svoje ideološke politične namene, za nabiranje političnih točk, ker v Sloveniji je pač velikokrat zasebna pobuda malo osovražena na slabem glasu, češ da služijo na račun starejših in tako naprej. To kaže na eni strani na veliko pokvarjenost, sprevrženost, ker na drugi strani ti ljudje, Golob, Maljevac, vsi ti, ki so odgovorni zdaj za dolgotrajno oskrbo, vedo, da brez polovice izvajalcev, ki so zasebniki s koncesijo in del javne mreže, naša dolgotrajna oskrba pade. Na nek način zasebnik s koncesijo državo celo razbremeni, zato ker on prevzame tveganje za investicijo, vlaganje, obnove in tako naprej. Ja, res je morda cena primerjalno z državnim domom oziroma z oskrbo v državnem domu malenkost višja, ampak zakaj? Zato, ker je noter tudi amortizacija vključena in vrednost investicije.
ampak prav bi bilo, to je reklo Računsko sodišče, to je že tista malo bolj zapletena zadeva, da bi tudi v državnih domovih v oskrbo bila vključena amortizacija, ker sicer pridemo do tega, da so državni domovi na milost in nemilost prepuščeni določeni ali pa trenutni vladi, ali ima posluh in investira, obnavlja in tako naprej, gradi, ali pa ne. In 15 let, recimo preden sem bil minister, se ni nič vlagalo v te državne domove. Ne? Mi smo pa zagnali, in to si dobro rekla, tak investicijski ciklus, da lahko rečem, da Golob, Maljevac in vsi tile lahko delajo 10 let, pa ga po moje ne bojo dosegli. Ne? Sej seznam, ki sem ga pred kratkim na Twitterju, mislim, da včeraj na Twitterju objavil, govori sam zase. 200 milijonov investicij v državne domove. Torej to, da sem jaz dal prednost in videl in vlagal in dajo priložnosti samo zasebnikom v dolgotrajni oskrbi, je čista laž in ne drži. In seznam začetih in dokončanih investicij 21 do 24, to laž pravzaprav popolnoma razbije. Zato, ker sam vem, da mi potrebujemo tako državne kot zasebnike s koncesijo, da mi držimo nivo dolgotrajne oskrbe na tem nivoju, kot je. Zdaj pa, kaj je pa najpomembnejše? Zakaj tako napadajo zdaj mene in me obtožujejo teh zadev, ne, da bi me očrnili? Zato, ker s tem želijo zakriti svojo nesposobnost. Mi smo torej obnovili, zgradili, pripravili čudovito infrastrukturo, ko grem po terenu, pravzaprav vsi izvajalci so navdušeni. Ne. Ta ekipa zdaj z Maljevcem, Golobom in vsemi njihovimi pa niso bili sposobni niti zagotoviti kadrov, ki bi v teh čudovito zgrajenih in obnovljenih domovih delali. Torej, oni niso sposobni zagotoviti niti kadra, kaj šele zagotoviti normalno uvajanje zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je tako zahteven zakon in tako zahtevna in potrebna, kako bi temu rekel, popotnica. In še nekaj je sprevrženo, ne? Ko gre za politične floskule in boje, tolčejo po teh zasebnikih, spomnimo se Kordiša z bajoneti pa v morje in tako naprej, ne? Ampak Maljevac pa še ni tako dolgo tega, normalno nasmejan reže trak pri odprtju tudi zasebnega doma s koncesijo. Mislim, to je normalno, da minister reže trak tam, ampak ni pa normalno, da potem takoj, ko obrne hrbet ali pa ko oni obrnejo hrbet, pa jih napada. Ja, tudi ta prispevek za dolgotrajno oskrbo, pravzaprav niti ne vemo, kam se bo stekal in čemu bo namenjen. Tako kot si omenil prej, bomo dobili s tem pravico do čakalne vrste. Zdaj, ta prispevek, ki se je zdaj uvedel oziroma se bo začel obračunavati z 1. julijem, je problem. Marsikdo misli, tako so oni skozi medije sporočali, da bo s plačevanjem tega prispevka kar naenkrat dobil možnost oziroma pravico do storitev dolgotrajne oskrbe. Ja, pravico že, ampak dejansko kapacitete, predvsem pa kronično pomanjkanje kadrov, ne omogočajo, da bi vsak prišel do pravice takrat, ko jo potrebuje. A je to kakšna pravica? Če takrat, ko jo potrebuješ, ne moreš do nje? Ne, ni. To je pravica do čakalne vrste. Prispevek pa se bo začel zbirati, se bo nekje zbiral, ne vem, kaj bojo z njim naredili in jaz imam velike dvome, da bo to prineslo neko zadovoljstvo našim, predvsem starejšim, ko bojo potrebovali dolgotrajno oskrbo. To bo velik družbeni problem. Torej, če ti greš z lažjo in zavajanjem in z nekim prikrojevanjem resnice v uvajanje tako pomembne stvari, kot je dolgotrajna oskrba, potem boš žel vihar, po mojem. Mislim, ljudje bojo zelo nezadovoljni. Da ne govorim o tem, da so že zdaj nezadovoljni vsi trije deležniki, ki so najpomembnejši pri tem. Izvajalci, nezadovoljne so lokalne skupnosti in nezadovoljni so tudi, bomo rekli, stroka, skupnost centrov za socialno delo, ker tudi oni s temi vstopnimi točkami so dodatno obremenjeni, nimajo kadrov, nimajo dosti navodil, nimajo izkušenj in tako naprej. Šli so, Maljevac, Golob, so šli popolnoma proti stroki, proti izvajalcem in edino oni so zadovoljni, zanimivo. Ne? Ja, na referendumu so si kupili čas, ki ga nikakor niso izkoristili, tako da se bojim, da bova do poletja še govorila o tej temi. Glej, skupno mnenje vseh teh, ki sem jih prej naštel, je, da naš zakon ni bil idealen.
res je imel nekaj pomanjkljivosti, ampak mi smo na tem delali. Imeli smo načrt narediti pilotne projekte, recimo z 10 domovi različnimi, kjer bi lahko potem v enem letu že zelo dobro sprejeli popravke in se prilagodili dejanskemu stanju in naredili zadevo dobro. Oni časa nikakor niso izkoristili in potem so prinesli zakon, ki je še veliko slabši od tistega, ki smo ga mi pripravili, ki je pravzaprav neizvedljiv, ki obremenjuje ljudi, zdaj tudi finančno, ne? Še celo prispevek na plače so povečali, pa imamo že zelo obremenjene plače, še celo obstoječe upokojence so obremenili s tem prispevkom, kar je lahko ustavno sporno. Pravzaprav neto pokojnina je ustavna kategorija in mislim, moje mnenje je, da se ne sme posegati v ta znesek, ki ti pripada, ne? Tako da to bomo morda še videli. In na koncu so prišli z zelo slabim zakonom, brez podzakonskih aktov, brez informacij, hkrati pa še sami nimajo te operativnosti, da bi vsaj ta manko, razumeš, v nekem doglednem času noter prinesli, da bi to skompenzirali. Tako da tu bojo še velike težave. Tako da nimamo še niti vseh odločb za oskrbovalce družinskih članov, ne vemo, kaj bo z oskrbo na domu, ki bi morala biti tako rekoč nosilni steber dolgotrajne oskrbe, do teh komplikacij z domovi za ostarele, se pravi za institucionalno varstvo. Ogromno še neznank. A lahko po domače povem, ker res ogromno hodim po terenu in se pogovarjam z izvajalci, z občinami, z stroko. Oni obljubljajo Mercedesa, res dobro opremljenega Mercedesa. Privoščimo v Sloveniji si lahko Golfa, solidno opremljenega Golfa, ampak oni so pa prinesli zakon in rešitve, ki je pravzaprav fičko, pa še to pokvarjen fičko. Oprosti, da imam tako primerjavo, morda ni primerna za to občutljivo področje, ampak dejansko sem si izrisal tako sliko zdaj v zadnjih. Smo zelo navezani na avtomobile, tako da je to zelo primerjava, s katero se lahko poistovetimo vsekakor. Hvala, Janez, za danes. Hvala za vabilo. Hvala tudi vam, da ste naju spremljali, se vidimo kmalu.